Prav en lep dober večer vsem skupaj, vsem poslušalkam in poslušalcem, gledalkam in gledalcem, ki ste doma v vaših dnevnih sobah in kjer z nestrpnostjo pričakujete današnji pogovorni večer. Moje ime je Peter Ribič in na povabilo Mestne knjižnice Ljubljana vodim pogovorne večere, kjer si izbiram različne goste, s katerimi pokramljamo o knjigah, o takih in drugačnih zadevah, ki se jim dogajajo skozi življenje, poklicni poti. In v današnji pogovorni večer sem povabil gospo Bojano Košnik Čuk, gospo, ki je protokolarka, bom rekel z eno besedo, ki je vešča omikanega vedenja, lepega vedenja, poslovnega bontona in ki je nekaj let nazaj tudi napisala knjigo 24 ur poslovnega bontona, ki je na svoji življenjski poti šla skozi mnoge različne službe, ki so se dotikale predvsem vodenja protokola, tako skozi Ministrstvo za zunanje zadeve, službo vlade za evropske zadeve, pa potem protokolarnega centra na Brdu, mestne občine v Ljubljani, Ministrstva za obrambo in še bi lahko naštevali. Danes je lastnica svojega podjetja, imenovanega Bonton, in z njo bova danes spregovorila nekaj o obnašanju, o vedenju, tudi o korona bontonu, ki smo ga priča v tem trenutku te korona krize. Tako da, gospo Bojano, prav lepo pozdravljam v moji družbi. Dobrodošli, gospa Bojana. Hvala za povabilo in vsem skupaj lep pozdrav. Res sem vesela tega povabila, da morda še na takle način malo poklepetamo o kulturi vedenja. Hvala, ker ste prišla na moje povabilo. Mene vsak mesec poprosijo, da pripeljem kakšnega zanimivega gosta, ker sam prihajam iz področja agronomije, se predvsem gostje, bom rekel, izmenjujejo na tem področju, na tem zelenem delu, pa vendar, ker sva sodelovala že v preteklosti, se mi zdite zelo zanimiva sogovornica in vemo, da lepega obnašanja, primernega vedenja, vedenja o tem ni nikoli preveč in mogoče samo za začetek, predno greva na tisto vašo zgodbo, vas bom vprašal kar direktno, a imate vi tudi občutek, da se ta pravila vedno bolj rahljajo, tako v pisani besedi kot v oblačenju, tikanje, vikanje, mlajše generacije prihajajo. Kakšen občutek imate vi danes, za razliko od tega, ko ste študirala, ko ste se začela ukvarjati s protokolom? Morda rahljanje ni najbolj ustrezna beseda. Mogoče bi rekla, da je vse skupaj malo drugače. Stvari se spreminjajo, torej bonton je živ s svojimi pravili, nekako nam skuša pomagati živeti tisti čas, v katerem smo. Mogoče gre res za rahljanje, po drugi strani pa ravno opažam v zadnjih nekaj letih, ko tako velikokrat rečemo ali pa velikokrat slišim preko televizijskih in radijskih valov, ko mi rečejo starejši poslušalci, kako nevzgojena je tale naša slovenska mladina. Ampak jaz jim kar takoj hitro odvrnem, kdo pa vzgaja to slovensko mladino, ne? Torej, ne vem, če bi lahko rekla zdaj, da gre za rahljanje, ampak drugačnost, ker so časi drugačni, tempo je drugačen, morda so pravila recimo manj dogmatična, se prilagajajo tako starejšim kot mlajšim. Skratka, pravila so morda danes bolj postavljena kot pa v preteklosti v tej smeri, da si s pravili kulture vedenja pomagamo, da morda lažje preživimo v okolju, kjer so neotesanci, kjer morda kemije med sodelavci ni, kjer se mnenja krešejo, kjer moramo iskati kompromise.
Torej, danes so pravila naravnana tako, da si delamo dobro. V naših vrstah ne poznamo takih besed, kot so mobbing, šikaniranje, nadlegovanje, takšno ali drugačno, ne vem, kaj smo si vse še zmislili, a ne, in če bi se prav vsi držali pravil, pravih tistih pravil, potem sploh ne bi prišlo do tega, ne, to, kar sem zdaj navedla, da pa je res bonton živ, nam je pa dokaz tale svetovna nadloga, jaz temu rečem, a ne korona, ker so se pač res pravila spremenila v smislu rokovanja, bolj upoštevamo to distanco in še marsikaj drugega. Se bova tega korona bontona še dotaknila, dovolite mi mogoče. Sam se veliko ukvarjam z mladimi, z mlajšimi študenti. A je to samo moj občutek, da smo zelo hitro prišli na tikanje, na poenostavljeno sporazumevanje po Messengerju, po e-mailu, brez neke forme, kot radi rečemo, glava, noga, ne, spoštovani, lep pozdrav, a je to svetoven trend? Bi rekla, da nas se dotika vseh nas to. Res je, samo jaz vendarle še vztrajam, da morda v sredinah, kjer tudi vi izobražujete ali pa vsi tisti, ki nam je to poklic, da vendarle vztrajamo na določenih formah takrat, ko gre pa zares. Jaz bi tako rekla, da določeno obliko vedenja postavimo v okolje, kjer smo, torej, ko bomo na nekih formalnih sestankih, ko bodo mladi morda na razgovorih za delo, za priložnostno delo, štipendije ali kaj podobnega, mogoče malce drugače, takrat, ko pa bomo uporabljali sodobne medije, to se pravi, bi bilo najbrž nesmiselno, če bi mladim prepovedovali, da bi uporabljali tak jezik, kot ga uporabljajo za SMS-je ali kaj podobnega, ampak morda res okolju primerno, da se prilagodimo. In mladi, se mi zdi, saj toliko, kolikor jaz delam z njimi, se mi zdi, da so v zadnjih letih zelo dojemljivi za te vsebine, zato ker se mi zdi, da so mladi ugotovili, da te naše slovenske pameti je kar precej, samo to pamet je včasih potem treba predstaviti nekje v tujini, pred kakšnimi menedžerji, poslovnimi ljudmi, in je treba tudi kdaj na poslovno kosilo, na večerjo, je treba se tudi obleči, se je treba spraviti ven s trenerke iz džinsa. Moda je res danes zelo demokratična in na prvo oko se zdi, da lahko oblečemo vse za vsako priložnost, ampak temu ni tako. To dokazuje marsikatera raziskava, torej bi rekla morda okolju, primerno, torej če bomo s prijatelji, če bomo na SMS-ih, na vseh teh družabnih omrežjih, morda komunikacija drugače, še zmeraj pa moramo razumeti, da takrat, ko gre za res, pa moramo drugače odreagirati. Torej, odpovedi za službo ne moramo kar po SMS-u poslati in se mi zdi tudi zelo nezrelo, morda nauk za mlade, lahko pa tudi za starejše, da tudi nekega romantičnega razmerja ne moreš kar samo s klikom na SMS odpovedati in zgodba končana. Se je pač treba soočiti s tem in si pogledati v oči, pa potem zakoličiti stvar. Določene stvari se pa vendarle ne dajo preko teh sodobnih komunikacijskih sredstev. Bova na ta pravila še kasneje šla. Bi vas mogoče samo toliko, da mogoče nekaj poveste o svoji življenjski poti. Gorenjka ste rojena, 62-letnica, imate nekaj izkušenj za seboj na tem področju. Letnico sem upala, da boste zamolčali, ampak če že je tu, naj bo. S tem sem želel samo poudariti, koliko izkušenj imate za seboj. Vemo, da v teh protokolarnih vodah redko srečamo mlade ljudi, takoj po faksu, ali se mogoče motim? Mislim, da se tudi motite. Moji sodelavci so bili velikokrat celo študentje, ki so takrat, mogoče toliko let nazaj je bilo to lažje in se je še dalo to urediti tako, kot je treba, so se nam tudi kdaj pridružili študentje. Ampak tisto, kar je bilo zelo bistveno, tisti, ki so bili ta pravi za to branžo poklica, za protokol, tisti so potem tudi ostali. In to se je videlo že recimo na enem samem dogodku, da morda smo jih morali samo majčkeno spiliti ali pa usmeriti v tisto pravo smer, jih oborožiti z nekim tehničnim znanjem. Recimo,
mladi, ki so si pa samo domišljali, kako je to fajn poklic, vozila, letala, slavnostne večerje, vse zlato, vse se sveti, pa niso imeli nekega občutka, kako priti do nekega rezultata, kako komunicirati z ljudmi, so pa ponavadi kar takoj odstopili. Tisti, ki so pa res zagrabili, ampak to se enostavno vidi, se mi zdi, da moraš nekaj takega imeti že v sebi, ni samo dovolj tehnično znanje, ki se ga seveda lahko 1, 2, 3 naučiš, ampak enostavno nek občutek za ljudi, za komunikacijo, ker tako kot rečemo protokolaši, čeprav se vse dogovorimo, čeprav se vse zmenimo, vse zapišemo, kako bo nek dogodek potekal, potem je itak vse drugače. In zdaj ta zmožnost prilagoditve na dano situacijo, kako ti spelješ, da je to še vedno v kontekstu vseh pravil, to pa je umetnost, ampak jaz pravim tudi užitek v tem poklicu. Mnogokrat v javnosti beremo o gospe Kseniji Benedetti, dolgoletni šefinji protokola v naši republiki, intervjuji taki in drugačni. Vemo, kje verjetno na tistem najvišji poziciji v državi je ona delala. Vi ste pa hodila po drugih službah in ministrstvih, pa vendar ste tudi tam upoštevali protokol, kot ga je verjetno narekoval državni protokol, ali se mogoče motim tukaj? Jaz mislim, da so mediji tole zgodbo, če ste jo zdaj že odprli, malce narobe postavili. V naši državi imamo več protokolarnih služb, recimo tista glavna, tako kot sem bila jaz izšolana v tujini, bi moralo biti celo na Ministrstvu za zunanje zadeve, torej diplomatski protokol. In državni protokol je samo kot neka veja, ampak ta najbolj subtilni del diplomacije pa je diplomatski protokol, ki narekuje vso zgodbo. Potem tudi močan protokol imamo na Ministrstvu za obrambo, ki se deli na civilnega in vojaškega, parlament, nekatera ministrstva, potem mestna občina Ljubljana ima perfekten protokol, v Mariboru so ga zdaj kot mestna občina malce zmanjšali, ampak tudi vse ostale mestne občine imajo svoje protokolarne službe, celo nekatera podjetja. In se mi zdi, če bi tako delala zdaj prerez od samostojnosti naše države, recimo, treba je tudi poudariti, da jugoslovanski protokol, ki je bil prisoten, seveda tako tudi v naši državi, da ni bil slab, da so bile to zelo izurjene osebe in da so ga zelo dobro poznale. Torej, predsednik Tito je imel protokol izdelan vrhunsko, jaz sem se po določenih elementih še želela po njem zgledovati, recimo po vabilih, ki jih imel že leta 1947, recimo natisnjena, in to sem si jaz želela v prvih letih samostojnosti naše države narediti, pa sem bila nekako, bom rekla, so me postavili bolj na realna tla, ker da je to predrago in tako naprej. No, ampak skratka sem želela povedati, da ni samo državni protokol, ampak da je bilo tu v delovanju slovenskega protokola prisotnih ogromno število ljudi, ki so bili res vrhunskega znanja, ki pa morda so bili medijsko prezrti ali pa niso bili tako intenzivni, recimo, ali pa se postavljali v prve vrste, ker dober protokolaš pravijo, da se ga sploh ne sme videti. Torej, jaz bi rekla, da smo v slovenskem prostoru zelo dobri, da je veliko ljudi tukaj prisotnih, ki zelo dobro pozna svoj posel. In recimo, to vam lahko tudi iz prve roke povem, sama sem bila na izobraževanjih v Švici, v Liechtensteinu, na Madžarskem, v Nemčiji, v Španiji. In ko sem se šla po nekaj letih oziroma kar po desetletju in še nekaj let več zahvaliti svojim švicarskim, recimo učiteljem, kolegom, ki so me naučili marsikaj, sem po toliko letih, kako bom rekla, čisto sama sebi lahko priznala, da se praktično nimamo več kaj naučiti. Torej bi lahko tudi kdo k nam prišel in mogoče pobiral naše znanje. Ampak res na začetku samostojnosti Slovenije pa smo bili morda malce v minusu, ker tiste ljudi, ki so bili izkušeni diplomati, so seveda poslali v prve bojne vrste in v tujino takoj po osamosvojitvi Slovenije. Preden vas bom naprej vprašal po vaši študijski poti, povejte, gospa Bojana, po 30 letih samostojnosti, ki jo letos obeležujemo, ali se znamo iti pri nas, a se lahko postavimo ob bok najbolj razvitim
zahodnim demokracijam ali ne na tem področju. Govoriva seveda danes o protokolu in takih vsebinah, da ne bo pomote. Jaz mislim, da ja, da. Torej, izpeljali smo že marsikateri dogodek res z ogromnim številom prisotnih, to se pravi tudi logistiko. Jaz mislim, da se čisto komot postavimo enakovredno ob bok drugim državam. In če sem čisto iskrena, pa ne zdaj zato, da bi tako pripovedovala in nalivala, a veste, tiste dobre vode v svoj vrč, ampak marsikdaj, ko sem bila v tujini kot članica delegacije z ministri, ki so bili moji šefi, marsikdaj je tudi v tujini zaškripalo, in smo potem kot interni šefi protokolov reševali situacije za svojo delegacijo. Torej tudi, če se primerjamo s tujino, ni tujina tako, vse zlato, vse zlato, kot se sveti, kar rečemo, Ker Slovenci radi dostikrat poudarimo, kako je drugod vse boljše kot pri nas. Ampak temu ni tako, zlasti mogoče ena zanimiva misel, to se pravi v državah, kot so, Avstrija, Nemčija, seveda stvari tečejo perfektno, ampak mogoče sem to zapazila sama kot vodja protokola, recimo v mlajših državah, podobno kot Slovenija, Hrvaška, Češka, Slovaška, recimo, kjer so neki mladi ljudje, kjer je nova energija, so protokoli boljši kot pa v tistih državah, ker se reče, ja, se nimamo več kaj novega naučiti, recimo Švica ali pa Avstrija. Tako da so recimo šefi protokolov v teh mlajših državah, da zdaj rečem perfektni, in so postavili neka svoja pravila, neke svoje normative. Sicer zelo dobra podlaga je bila Sovjetska zveza, recimo, ampak vendarle so postavili nek svoj ritem, svoja pravila in bi skoraj lahko trdila, da so veliko boljši kot pa te države z daljšo tradicijo, recimo, protokolarnih vsebin. Gospa Bojana, vi ste danes lastnica podjetja, Bonton, sva rekla, izobražujete, svetujete v podjetjih, šolah, se pravi, kako naj podjetja se vedajo, ko pridajo iz vrhov multinacionalk na podpise pogodb, tako in drugače. Sprehodila ste se skozi različne službe in zamenjala različne šefe v svoji dolgoletni karieri protokolarke. Kakšno izobrazbo mora človek imeti, da se lahko, bom rekel, da se lahko prijavi na razpis za eno mesto vodje protokola Mestne občine Ljubljana ali pa Ministrstva za obrambo ali pa katerekoli druge vladne službe? Zdaj ste mi pa postavili težko vprašanje. Sama sem po izobrazbi univerzitetna diplomirana geografinja in profesorica zgodovine, zdaj že kar nekaj časa tudi doktorska kandidatka na katedri za psihologijo. Tukaj sem mečken upočasnila, ampak upam, da bo tudi enkrat to končano. Torej seveda neka taka izobrazba, bom rekla, družboslovne smeri, ampak vsekakor, da to ti pride prav morda za nek splošen pogled, za splošno izobrazbo, ampak vendarle drugače pa nek ta notranji občutek za logistiko, za organizacijo, za prijaznost, za komunikacijo. Seveda vedno me je reševalo tudi poznavanje jezikov, poleg te izobrazbe, ki sem jo navedla. In pa se mi zdi, da je bila moja prednost zmožnost prilagoditve, kamorkoli so me postavili, ali pa neka komunikacija z ljudmi, tudi tam, kjer so mnenja zelo različna, kjer gre za drugačno politično usmerjenost, takšno in drugačno razliko, ampak da to vse skupaj pripelješ v en prijazen okvir in da se ljudje okrog tebe dobro počutijo. In jaz nikoli nisem mislila, da bom delala v teh vodah, vendar pa že skozi celo življenje, takrat, ko je bilo recimo tudi v gimnaziji ali pa v osnovni šoli, se spomnim, magar se to smešno sliši, ampak ko je bilo treba organizirati nek dogodek ali pa postaviti, neko vrsto na odru,
ne vem, sem zmeraj padla v te vsebine in so me vedno za to porabili. In nikoli mi ni bilo ne strah ne nastopati, ne zagovarjati stališče, zakaj sem se tako odločila in vedno sem uživala v teh stvarih. In vedno me je to privlačevalo, samo morda sem rojena v tistih časih, ko nismo še toliko polagali pozornosti na to vsebino. Kdo pa se je takrat recimo pogovarjal sploh o kulturi pitja in prehranjevanja. Mogoče recimo jaz sama prihajam z Jesenic, ker sem imela zelo lepo otroštvo in stanovali smo na plavžu na Jesenicah in moja babica v naši družini je bila morda tista, ki je me malce okužila s temi vsebinami, ker časi take, kot so bili, torej smo bili povprečna družina tistega časa, nič nam ni bilo slabo, ampak jaz se spomnim, da z mizo dedek nikoli ni smel kaditi, vedno smo imeli prtičke, takrat ni bilo prtičkov iz teh nekih imamo zdaj iz papirja in podobno, ampak so bili iz blaga štikani. Pribor je bil vedno postavljen tako, kot je še danes. Jaz ne vem, odkot to znanje moji babici, ampak to ni bilo samo ob nedeljah, to je bilo vsak dan. In meni je bil to vzorec vedenja, da je to edina možna logična zgodba in da smo tudi primerno oblečeni, čeprav skromno, ampak to je nek dogodek, je temu tako, na nekem dogodku je spet tako, tudi odnos, recimo, smo imeli v tej družini do kulture, Čufarjevo gledališče na Jesenicah in pri nas je bilo tako, če malce karikiram, ampak kar precej zares, če smo bili kdaj v dilemi ali kupiti hrano ali knjigo, smo kupili knjigo pri nas. Pri nas je bilo temu tako in tudi navajena sem bila iz okolja, kjer sem doživela, preživela to otroštvo, pri nas se sploh vrat ni zaklepalo, ker pri nas so vedno prihajali ljudje, smo se pogovarjali, izmenjavala so se mnenje, to se pravi, da smo znali prisluhniti tudi drugim in drugačnim, tako da mogoče že to od tam. Vam je v zibko položeno, zagotovo. Zagotovo. In ko sem pa res prišla na diplomatski parket, takrat se mi zdi pa, da sem zadihala s polnimi pljuči, je pa res treba povedati, da takrat ob samostojnosti naše države, da sem se znašla v pravem času, na pravem mestu, med pravimi ljudmi, ki so mi celo omogočili to izobraževanje v tujini, s tem, da sem, kako bom rekla, bolj hitro padla v ves ta štos, ker se spomnim, tega ne bom nikoli pozabila, prvi uradni obisk zunanjega ministra, to je bil švicarski zunanji minister, gospod Koti, še danes se priimka spomnim z 2 T-jema in nismo imeli niti približno ideje, kako in kaj speljati, niti sedežnega reda, tako da smo vsi skupaj z natakarji, s predsednikom države, da smo to naredili, uredili sicer vrhunsko, ampak z nekim notranjim občutkom. Seveda, to je bilo pa treba postaviti potem na zakonsko podlago. Torej, stvari smo morali zelo hitro urediti in jaz bi kar, ne vem zakaj ne, gledajte, žal pokojni gospod Alfons Nabržnik, pokojni gospod Ignac Golob, Tanja Kolensko-Privc, Danica Simšič, to so bile, recimo Rado Lenar, to so bili ljudje, ki so takrat postavljali temelje tudi našega protokola in mislim, da zelo uspešno. In še bi lahko naštevala, seveda sem pozabila, ampak to so bili res tisti glavni akterji. Mlada država smo bili, odcepili smo se od Jugoslavije in tako naprej. Pa vas bom tako vprašal, ali je še vedno v nas mogoče malenkost južnaške duše, bom rekel balkanskega temperamenta, ko tudi takrat, ko nič nimaš in iz srcem nekaj skupaj postaviš, da dobro uspe. Če veste, kaj hočem vprašati, ali imamo ta, če lahko rečem po domače, žmoht v sebi, da z nasmehom in s prijazno besedo znamo tudi mogoče kakšno zagonetko rešiti pri protokolarnem obisku, ki gre kaj narobe. Zagotovo. In to vam lahko kar povem iz prve roke. Jaz imam izjemno lepe spomine na svoje službovanje v diplomatskem protokolu, torej na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer sem začela pravzaprav svojo karierno pot, kjer sem se okužila z zmeraj s protokolom. Torej, jaz ne vem,
če bi sploh želela kaj drugega v življenju delati, na takšen ali drugačen način. In še danes, ko sem bolj v predavateljskih vodah, sicer me še povabijo kdaj pa kdaj kam, da izpeljem kakšen protokolaren dogodek, ampak še danes, ko vidim na cesti protokolarna vozila s temi lučkami in tako mi še vedno majčkeno stisne. Zato, ker se ravno spominjam tistih časov, ko ste rekli ta žmok, in ravno s tem žmoktom smo velikokrat marsikaj rešili. Torej, mislim pa, da je predvsem bistveno, kakšni smo ljudje in tista ekipa tistih let diplomatskega protokola, mislim, da je bila res vrhunska, ker smo marsikatero morebitno neznanje, se to ni bilo, tako bom rekla, da nismo znali, ampak kakšna malenkost je pa vendarle kdaj ušla s prijaznostjo, z nasmehom, s profesionalnim pristopom, v smislu vedenja, da smo marsikatero stvar rešili. In zelo hitro se je pokazalo, tako kot ste že prej rekli, da tujina tudi ni čisto vse. Mislim, da smo bili kar dobri. To vam verjamem 100%, zaradi tega država je bila mlada, naenkrat se je bilo potrebno obrniti stran v drugo smer, od Jugoslavije mogoče k zahodni Evropi, ne da ni bilo znanja, mogoče je bilo drugače in zagotovo s tisto svojo prisrčnostjo, ki jo pa ta narod zagotovo ima, se je v tistih prvih letih sigurno bilo treba velikokrat mogoče malo na ta način ven zviti, če lahko tako rečem. Absolutno, in v tistih časih mogoče ravno na začetku tudi ni bilo in ali pa fino govoriti, v nekem jugoslovanskem protokolu, samo danes, ko je že majčkena zgodovinska distanca večja, pa jaz čisto pošteno povem, da sem prav brskala po knjigah jugoslovanskega protokola, ker ni bil slab, Samo časi so bili pač drugačni in marsikatero znanje smo črpali ravno iz teh knjig, Tako da jaz se tega danes nič ne sramujem, ampak seveda moramo iti naprej, stvari so nove, so drugačne, tudi v kulinariki so se stvari spremenile, zelo hitro smo pa morali to dojeti, da manj je več. Recimo jaz, ko sem bila na šolanju v Liechtensteinu, pri knezu Vaduzu, v njegovem recimo protokolu, se je meni, še vendarle sem bila vzgojena v Jugoslaviji, se je meni to tako zdelo smešno, trapasto, toliko denarja, toliko finančnih sredstev, ampak kako je bil protokol skromen, vse je bilo zelo elegantno, ampak vse izračunano na milimeter, to se pravi, tam nič ni bilo toliko hodov, kot smo bili pri nas navajeni 5-6, ampak 3-4, se pravi, tam so že dolgo znali to uporabljati, manje več. To smo se recimo mi morali naučiti, da s skromnostjo nič ni narobe, ampak ta elegantnost, ta prefinjenost, to se mi zdi, da smo pa zelo hitro mogli razumeti. Zato, ker takrat je seveda Slovenija stopala po samostojni poti, vstopu v Evropsko unijo, vstopu v NATO, in obiskov je bilo, jaz se spomnim tega, ni bilo ne konca, ne kraja, Torej smo se zelo hitro, na nek način smo bili kar vrženi v vodo in mislim, da tudi dobro splavali. To sem želel tudi reči, to obdobje osamosvajanja, pa potem še pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, zadnjič sem nekje prebral, pa ne bom imenoval avtorja, ne spomnim se točno, pa vendar, da je v tem obdobju tam nekje od 98 pa tja do 2004-2005 dejansko bila Slovenija kot eno izložbeno okno. Prva izmed držav nekdanje Jugoslavije, ki je začrtala pot v samostojnost v Evropsko unijo in NATO. In seveda temu primerno so se zvrstili številni visoki obiski, vrh Bush Putin, pa predsednik Clinton in tako naprej, britanska kraljica, danska kraljica in še drugi visoki gostje. Ali lahko protokolaš, ki začuti ta adrenalin, ki ste rekla, ko kolona spelje, zastavice, a bo šlo vse v redu ali ne bo šlo vse v redu, ko vam adrenalin naredi svoje, a lahko kdaj stopi iz te kože ven ali ne, zdaj, ki ste v svojem podjetju, zagotovo zaigra srce, ko vidite vse te dogodke, ki se vrstijo. Ja, res, če si protokolaš dušo in srcem, to, kar sama sebe štejem, da sem, jaz iz teh čevljev ne bom nikoli stopila. Res ne vem, kaj bi se mi moralo zgoditi, da bi iskala
pač nek nov poklic, ne. In zdaj, ko smo že v teh letih, da se tudi velikokrat pogovarjamo o upokojitvi, ne, ko vsi pravijo, jaz bom pa šel v pokoj čez toliko pa toliko let, jaz sploh o tem ne razmišljam, jaz samo razmišljam o tem, če me bo še kdo hotel gledati in poslušati, bom jaz to še kar delala naprej, ker to delam res s srcem in z dušo, ne, in nekdo mi ljudje mi včasih reče, ja, a pa ti ni dolgčas skozi isto in isto melješ, a ne, saj to ni neka taka široka vsebina. In rečem, jaz seveda meljem eno in isto, ampak vsakič imam pred seboj nekoga drugega, drugačna skupina, drugačni ljudje z drugačnim znanjem, drugačnimi potrebami in jaz z vsakim slušateljem posebej uživam. Včasih imam celo problem s tem, ker se preveč navežem na svoje slušatelje, ne, in jih mogoče že preveč tiščim to svoje znanje, ker bi jim želela toliko pokazati, morda tudi ni dobro. Ampak skratka, ne vem, enostavno v tem uživam in jaz mislim, da je to najlepše, kar se ti lahko v življenju zgodi, da delaš res nekaj takega, v čemer res uživaš, ker ti nič ni težko, a ne. Včasih tudi 3-4 predavanja na dan, a ne, pa mi sploh ni problem. Vsakič je nekaj novega, vsakič nekaj drugačnega in seveda so mi tudi ljudje učno gradivo, a ne. Tako da se tudi jaz preko ljudi marsikaj naučim in preko njih marsikaj izvem takega, ker začutim, kaj potrebujejo, ne, ali so to poslovni ljudje, so to javne osebnosti, politike, torej skratka, mislim, da mi dela še ne bo zmanjkalo, no. Nedvomno. No, ampak to bi vam samo hotela reči, ne, ko ste rekli, ko so nas tako gledali kot izložbeno okno, jaz tega ne bom nikoli pozabila, ko je predsednik Clinton prišel na obisk v Slovenijo, ne. To je bil eden izmed res takih prvih obiskov, ker smo bili pač vsi, ne, kdorkoli se je razumel kaj na te vsebine, a ne, so ga potegnili noter in jaz tega ne bom nikoli pozabila, ko so Američani prvič prišli, so na svojih letalih imeli od vode do toaletnega papirja, ker sploh niso razumeli, kam prihajajo in da vse to imajo, ko so pa vedeli, da pri nas pijemo vodo iz pipe, da imamo vsega, kar si pač človek zaželi, so čisto spremenili zgodbo in pri drugem obisku, ne, ko pa je Bush že prišel, je bila pa zgodba čisto drugačna in smo se tudi drugače pogovarjali, a ne. Res pa je, da so bili zagotovo v prednosti v smislu tehnologije, ker jaz sem se ravno takrat, ko je bilo srečanje Bush-Putin, jaz sem bila takrat direktorica na Brdu, zadolžena za protokol, a ne. In zdaj, če malce tako, mislim, da že lahko zdaj po toliko letih povem, ko se je večina ljudi pogovarjala v Ljubljani, kako bomo izpeljali ta obisk, sem jaz kot direktorica na Brdu bila s to Američanko, gospo, ki je bila zadolžena za to vso sceno, ki jo še danes lahko pogledamo, ne, preko neta ali pa morda preko fotografij. In poglejte, Američani imajo tako izdelan protokol, recimo, da je gospa izračunala vpliv dežnih kapelj na mikrofon, na okolju, v katerem predsednik bo. Torej so izračunali že vnaprej, to se seveda sicer da, ker poznam sama to kot profesorica geografije, ne, ampak dolžino sence na dan, se pravi na uro in minuto govora predsednika države, ne. In moramo tudi povedati na glas, da mi Slovenci smo želeli to srečanje izpeljati na drugi strani gradu Brdo, tam na vrtu. Američani so rekli, pa dajte no, ste zmešani, dajmo tele lepe hribe, ki jih imate, a ne, pokazati celemu svetu. Sicer so hoteli kar požagati te luči, te krasne luči, ki so na teh drevoredih v Brdu, no, tukaj smo se uprli, a ne, ker je to za nas bil takrat strašen strošek in seveda tega nismo naredili, ampak to se pravi, ta scena, ta izbor tega okolja je pa treba pošteno povedati, je pa ameriška odločitev, a ne. In tako da, prosim. Takrat se spomnim, da dodam mogoče tukaj zraven, ko je prišel predsednik Clinton, je blazno deževalo. Ja. Prvi sprejem je bil na Kongresnem trgu. Spomnim se, kot takrat sem bil še študent, je bilo rečeno, da je bila naša želja, našega protokola, da bi imel govor na balkonu univerzitetne palače, ne, tega dvorca na Kongresnem trgu in da je ameriški protokol to odsvetoval. Pripeljali so s sabo, kot vemo, svoj govorniški oder in tako naprej. Veliko dežnikov je bilo tam na Kongresnem trgu, pa vendar tukaj vas želim vprašati,
ali država gostiteljica, res da je šlo za prvi tak obisk, da mogoče niti niso točno vedeli, kakšna dežela mi sploh smo, čeprav so zagotovo raziskali, ali država gostiteljica nima te moči, da bi bistveno bolj sugerirala in pri sami, kje bo šla kolona, kje bo imel govor, če je bila že naša želja, da stopi na balkon univerze tam v Ljubljani. Ima. Zagotovo gostitelj je tisti, ki polaga tiste glavne temelje. In mogoče je bil to res en tak prvi velik izziv in smo marsikje popustili, ampak potem pa nič več, a ne. Vendar bi tudi to želela povedati, da smo se s tem obiskom Slovenci morda naučili, to se pravi tisti ljudje, ki morda niso vpeti v vsakodnevne protokolarne zgodbe, tudi nekaj naučili. Pa bom kar direktno v eter povedala, ker se mi zdi, da se včasih je treba dotakniti takih vsebin. Tako kot ste rekli, res je deževalo in s kolegico, ki sva bili zadolženi prav za ta VIP prostor pred tem odrom, a ne, ko sva končali svoje delovne dolžnosti, seveda sva bili v salonarjih, a ne, z visoko peto, in jaz se spomnim, da sva obedve te salonarji vrgle kar v koš za smeti, ker sva bile čisto mokre, čevlji so razpadli, dobesedno. Ampak kaj se je zgodilo? Jaz mislim, da smo se Slovenci tudi v tem protokolarnem obisku nekaj naučili. Torej, pred tem odrom, ki ste ga že sami omenili, so bila, tako bom rekla, VIP območja, kamor so se postavljali gostje po hierarhični lestvici. Kaj se je zgodilo? V teh VIP prostorih bi morali biti tudi naši veljaki ali tiste osebe, ki v slovenskem prostoru nekaj pomenijo. Ker pa je deževalo, so svoja vabila poklanjali sosedom, otrokom in tako naprej. In kaj se je potem zgodilo? V teh VIP prostorih ob tej ameriški delegaciji, ki se je vztrajno držala na tistem dežju, so bile res sicer druge osebe, drugi ljudje, ampak ne hierarhično primerljivi z njimi. In tukaj smo ga precej polomili. Precej smo ga polomili, ker nismo dovolili in vztrajali na svojem prevajalcu, ki so ga pripeljali oziroma predlagali Američani. Zato se je tudi pri prevodu zapletlo. Skratka, iz tega smo se marsikaj naučili. In naučili smo se tudi, da recimo na Brdu, ko je bil potem sprejem, da prostor prenese samo 500 ljudi, ne 650, da vsi tisti, ki so nekaj pomenili, so prosili, joj, a smem še jaz prideti, in tako naprej. Nismo znali postavljati meja in smo se jih naučili. Torej, z vsakim obiskom se mi zdi, da je šlo lažje. Res pa je bil, da je bilo to nekaj posebnega. Vse, recimo, ti varnostni ukrepi, recimo ta ameriški način z njihovimi vozili, ki je meni nekako celo simpatičen in tako naprej. In pa potem, recimo, Bush, Putin, čisto ena druga zgodba, recimo Američani odprti, zgovorni. Jaz imam recimo še zdaj povezave z njimi, medtem ko Rusi bolj zaprti, nedosegljivi, skratka, če si karkoli vprašal, nisi dobil odgovor. Ampak to so vse izkušnje. Ampak jaz sem v vsakem takem dogodku uživala in se seveda tudi nekaj naučila iz tega. Zagotovo. Povejte mi, v zadnjih tednih, mesecih, ko je bil tukaj na obisku državni sekretar Pompeo, pa ko je naš zunanji minister vrnil obisk v Združenih državah, smo zelo pogosto slišali, Slovenija se je uvrstila nazaj na diplomatski parket in tako naprej, da nas nikjer ni bilo. Vsi ti diplomatski obiski imajo zagotovo na eni strani neko težo in na drugi strani tudi seveda en velik del stroškov in tako naprej. Kaj vse te obiski, bodisi tujih voditeljev, da pridejo k nam, bodisi naših voditeljev, da grejo k velikim voditeljem, ki so danes v svetu pomembni, kaj to pomeni dejansko za našo državo? Ja, tukaj pa moramo vzeti v zakup, veste, kako bi rekla, nimamo velikih ali majhnih držav, so samo večje ali manjše. In tudi, če smo manjša država, moramo vzeti v zakup, da potrebujemo vladno letalo, da naš predsednik države, predsednik vlade, zunanji minister, ne glede na politično pripadnost, potrebujejo in morajo imeti ustrezna, kvalitetna vozila,
jaz sem se zmeraj čudila tem razpravam, ali bi predsednik države lahko imel svojo rezidenco. Ja, zakaj pa ne, a ne? Saj nikjer v razpisnih pogojih, da tako rečem, za predsednika države ne piše, da mora imeti vilo pa premoženje. Lahko tega tudi nima, ampak vsi vemo, da se v nekem bolj prijetnem, domačem, zdaj ne domačnostnem, a ne, vzdušju marsikaj lahko dogovori in pogovori. Jaz vem, jaz se spominjam, recimo, ko sem bila kot vodja protokola službe vlade za evropske zadeve, ko je bil gospod Van den Broek zadolžen kot komisar za širitev Evropske unije. On je bil zaljubljen v grad Strmol, ampak na gradu Strmolu, saj veste, protokolaši slišimo tudi tisto, kar ne bi smeli, a ne? Saj smo vedno povsod prisotni in marsikaj vemo in marsikaj vidimo, ampak vem, da se je ravno na gradu Strmol, ampak ne za tisto uradno večerjo, največ dogovorilo o vstopu v Evropsko unijo, ko je gospod Van den Broek igral na klavir, ko je kadil cigare, ja, tudi to je strošek, a ne, ampak to je zanemarljiv strošek, a ne, tako da država mora imeti taka infrastrukturo. A veste, kako je bilo to hudo, če mogoče malce po domače povem, takrat, ko ni bilo še Evropske unije, sploh ne še Schengena, in ko smo recimo z našimi protokolarnimi vozili prišli na hrvaško mejo, ker po protokolu velja, da ti moraš priti po tujega državnika, ga pripeljati v Ljubljano in tako naprej. In ko smo se z našo, kako bom rekla, slabo avtomobilsko zasedbo postavili na meji, a ne vem, s kolikimi avtomobili so nas Hrvati s 4 Mercedesi čist kamot prekosili. In to so neke te slabi občutki, a ne, čeprav bi nekdo rekel na prvo žogo, saj to je zapravljanje davkoplačevalskega denarja. Jaz mislim, da ne. Ali pa, gledajte, enkrat smo šli z enim vladnim letalom v Rim. Se pravi, Ljubljana, Rim ni nobena razdalja, ne? Ampak ker so bili takrat taki hudi pritiski medijev, zapravljali bomo zopet davkoplačevalski denar, se je takratni minister na Ministrstvu za obrambo odločil, da gremo z L'Italijo, to se pravi, da smo šli do Benetk, zdaj se ne spomnim, so bile Benetke ali Trst, smo šli z avtomobili, potem pa iz Trsta v Rim. Kaj se je zgodilo? To pomeni, da smo šli po tleh, varnost, toliko avtomobilov. Ko smo prišli v Benetke, je padla megla, smo bili tam cel dan v Benetkah. Ko smo se spravili na letalo za Rim, se je spet pojavila megla, smo spet morali iti nazaj. Ko smo končno pristali v Rimu, smo zamudili že dogovorjene ure za sestanke, a ne? Pa smo spet ostali še en dan, tudi sicer na breme italijanskih kolegov, ampak vendarle, to gre naš čas, energija. Skratka, ko smo se vračali, se je spet rimsko letališče zaprlo in Italijani so nas imeli že poln kufer, ne? In kaj je naredil obrambni minister? Posodil nam je njegovo letalo državno, a ne, v usnju, v mahagoniju, z viskijem, s kristalnimi kozarci, zato ker tako letalo potrebuje manj metrov za poletanje, da smo se spravili sploh domov. Nič nismo pršparali. Zato jaz temu pravim, sicer je razlika med buteljko 100 evrov ali pa 500 evrov, se ne govorim o tem, ampak vendar na nivoju. To pa moramo vzeti v zakup, a ne. In zato se jaz tukaj ne morem s tistimi strinjati, a ne. Pa tudi, gledajte, načelo reciprocitete, a ne, če si ti tam tako postrežen, če ti vse nudijo, potem tukaj enostavno ne moreš ljudi v McDonald's zapeljati, to enostavno ne gre, a ne. Žal je temu tako, ali pa dobro, ne. Strinjam se z vami. Mogoče, če vas tukaj lahko še vprašam o poslovnem svetu. Kot ste rekli prej, za pač politiko od Jugoslavije k samostojni državi, je tudi poslovni svet nekako šel skozi to tranzicijo. Tudi vodilni v podjetjih so naenkrat postali menedžerji, tudi tam so začele drugače, bom rekel, potekati vse relacije z Zahodno Evropo, z novimi tržišči in tako naprej. Sami ste rekli, izobražujete v podjetjih, šolah in tako naprej. Kaj pa v poslovnem svetu in poslovni bonton oziroma protokol? A smo bili tam vešči tudi tako kot politika ali ne? Samo gospod Peter, če mi dovolite, tukaj sem v četu zapazila eno pripombo in mislim, da je utemeljena, da sva uporabila verjetno jaz polvikanje, polovično vikanje.
Torej, poslušalko ali poslušalci, bi se jaz, če dovolite, gospod Peter, ne glede na to, da ste vi danes šef, takoj upravičila, ampak naj prosim razume, oba dva sva Gorenjca. Jaz še živim v Ljubljani in pravijo, da smo Gorenjci, ki živimo v Ljubljani, najbolj problematični za polvikanje. Torej, tako kot ste rekli, ste prišli, ne prišla. Torej, osebi se jaz samo iskreno zahvaljujem, ker je treba to res popraviti. In če sva naredila, gospod Peter, kakšno napako jo od zdaj naprej ne bova več. Aj prav? Dogovorjeno, se opravičujem tudi jaz v svojem imenu. Se pravim, verjetno sem jaz tista bolj problematična, ampak glejte, taka konstruktivna kritika, ki sem jo zdaj jaz verjetno dobila, jaz mislim, da to šteje in tako bi se morali vzgajati, a ne, da bi se popravili, izboljšali, vsak nekaj zna, a ne, skupaj pa veliko stvari, tako da jaz sem vesela takih stvari in če imava to osebo še na drugi strani, prosim za kakšen komentar, da nam še odpiše. Ampak da vam zdaj odgovorim. Hvala vam lepa, gospa Bojana. Se bova še nekaj midva danes naučila, ne? In to mislim, da šteje. Torej, poslovni svet, zelo različno. Moram vam kar pošteno povedati, da tako zelo intenzivno garanje je bilo za mene, ko je takrat, ko sem bila direktorica na Brdu, Mercedes-Benz najel prostor, takrat se je to dalo, najel prostor za svoj protokolarni dogodek. To se pravi, da tudi poslovni svet je znal biti zelo zahteven in poznal že pravila. Ampak to je bilo čisto odvisno, v katerem podjetju, se pravi Krka, Gorenje, o takih imenih govorimo, ne. Danes bi lahko trdila z zagotovostjo, ker predavam precej v takih podjetjih, torej mladih, manjših podjetjih, ker imamo mlad kader, ne povsod, ampak imamo določene mlade menedžerje, ki imajo celo mini svoje protokolčke, ki jim vse to, kar se tiče protokola, vsebine, priprav, kakšnih družabnih obveznosti, ki so sestavni del delovnih obveznosti, sestankov pripravijo. Tako da jaz mislim, da ni tako slabo, seveda je pa spet pomembno, v kakšni sredini smo. V nekaterih sredinah jim to čisto nič ni pomembno, a ne. Torej, tega se zmeraj bojim. Lahko pa rečem, da v marsikaterem podjetju v slovenskem prostoru imajo te stvari vrhunsko izpeljane. Celo bi poudarila recimo v manjših občinah. Perfektno. Tako da včasih moram jaz tudi kar svoje znanje mečkan ali pa se kar bolj zadržim nazaj, ker me presegajo, a ne, ker to je ena taka vsebina, za katero nikoli ne moremo reči, a ne, zdaj pa vse znam. Torej, čisto odvisno, kje smo, a ne. Je pa res, da se v zadnjem desetletju v teh vsebinah veliko več govori, zato ker se vse skupaj zavedamo, kako je to pomembno, a ne. Danes ni pomembna samo vsebina, izobrazba, neko poznavanje jezikov, ampak ravno o tem, kar danes ne govoriva, kultura vedenja, poslovni protokol, kultura oblačenja, kultura govora, tudi s polovičnim vikanjem, a ne. Skratka, to so pa tiste jagodke na smetanci, ki bi jih morali upoštevati. Na glas pa povem, da v slovenskem prostoru ni tako slabo in da marsikatero podjetje ima te vsebine odlično izdelane. Zagotovo je ta naša majhnost, kjer se zelo radi zgledujemo po drugih večjih državah, zahodnih demokracijah. Imamo občutek, da je tam vse boljše kot doma. Povedali ste že nekaj o drugih državah, Nemčija, Francija in tako naprej. Verjetno se znotraj Evropske unije ta pristop k protokolu ne razlikuje zelo bistveno, zagotovo se pa razlikuje za razliko od vzhodnjaških držav, Indija, Kitajska, Japonska. Ali pa mogoče na tem mestu, da vas vprašam, danes sem prebral oziroma včeraj minister Počivalšek je na obisku v Dubaju, Združenih arabskih emiratih. Kako pa tam to zgleda? Glejte, zgodba je zelo enostavna, samo včasih je treba malo bogati pa poslušati strokovnjake in tako naprej. Glejte, prvo imamo v osnovi bonton. Bonton ali kultura vedenja je trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo moralne in etične norme določenega časa in prostora. Torej, bonton delamo ljudje, mi vsi.
morda nekdo več kot karizmatično močnejša oseba ali tako naprej, ampak to so pravila za vsak dan, od zjutraj do zvečera. Potem pa imamo še etiketo. Etiketa, to pa so umetno izmišljena pravila, ki se jih izmisli določena sredina, zato da se loči od navadnih smrtnikov. In zdaj imamo lahko, recimo, kraljevo etiketo, vojaško etiketo, ne vem, etiketo knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani. In glejte, kraljeva etiketa, recimo, da se angleške kraljice ne smemo dotakniti, to se je enkrat eden zmislil, toliko stoletij nazaj, da je to postalo pravilo, ker je to plava kri in Bog ne daj, da to kršimo. In glejte, če zdaj združimo bonton pravila za vsak dan, to se pravi, v bontonu sva opredelila tudi prostor in čas in damo določeno etiketo zraven, zdaj dobimo kraljevi protokol, diplomatski protokol, vojaški protokol, protokol knjižnice Otona Župančiča in tako naprej. Seveda pa imamo tukaj še prostor, se pravi, odvisno, kje smo, ker so stvari včasih tudi versko in zgodovinsko pogojene in zato dodamo še te elemente. In zato spet tako enostavno pa vendarle ni, in sploh danes, ker je tako moderno, pomembno govoriti o medkulturnih razlikah, bi se še toliko bolj morali zavedati, če gremo nekam v goste. Torej, če gremo nekam v goste, se prilagodimo okolju, kjer smo, ker ste ravno omenili Dubaj, to se pravi, tam, kjer so stvari bolj občutljive v smislu vere in zgodovine in vemo, da kot posameznik od takih stvari ne moremo spreminjati. Morda bo tudi slovenska družba morda še morala reči Bobu Bob, ker to, kar se nam je dogajalo ravno pri obisku Clintona, zato ker malce pozabimo, ko pa ljudje pridejo k nam v Slovenijo, bi pa moralo biti tako, kot je pri nas, zlasti, če nudimo gostoljubje. Seveda, verske in zgodovinske vsebine pustimo pri miru, drugače pa tako, kot je pri meni. Torej, če boste prišli v moj dom, bo tako, kot je pri meni. Ko bom pa na obisku pri vas, bo pa tako, kot je pri vas. Se strinjam, pa vas bom kar sedajle takoj vprašal, prekinil, razlika med katoliško in islamsko vero, če pridejo iz islamske države k nam na obisk, ali se bo tudi točil alkohol in bomo jedli svinino na tem diplomatskem obisku ali ne? Če bo tako, kot je pri nas. Ja, seveda, tako kot sem rekla, verske in zgodovinske stvari pustimo pri miru. Vam bom pa odgovorila malce drugače. S pokojnim vrhunskim diplomatom Ignacem Golobom sva enkrat imela eno indijsko delegacijo na Bledu v hotelu Toplice in seveda sva dobila striktna navodila, nič alkohola, nič, kar leti po zraku, nič, kar plava po vodi, nič, kar je na 4 nogah, kaj potem še ostane toliko let nazaj. In seveda sva tako tudi uredila, oziroma sem jaz uredila kot protokol. Kaj se je potem izkazalo? Tisto, kar sem se naučila od Ignaca Goloba, ker sem rekla, ja, potem pa ne bomo pili alkohola in pravi Bojana, ni res. Mi Slovenci, ki bomo sedeli za to mizo, bomo pili vino. Seveda se ga ne bomo napili, ampak bomo pili vino kot sladokusci, zato ker je vino, trta, to je sestavni del naše kulture in je trapast in brez veze, da bi pili vodo. Če imamo o vinu kaj povedati. Indijci bodo pa pili vodo pa sok oziroma tisto, kar bodo želeli. Na koncu pa se je tudi izkazalo, da so spili kozarec vina. Tako da pri teh stvarih seveda previdno, ampak da bi se pa mi zaradi tega odpovedali pitju vina, seveda kozarcu vina, ne da zdaj pijemo buteljke, je pa to čisto normalna stvar. In takrat sem se s tem naukom, s to zgodbo, s tem obiskom, sem se naučila marsikaj, kako je treba ravnati. In v takem primeru ne pride do zadrege med eno in drugo državo ali kakorkoli? Ne, zato ker morajo tudi druga stran mora razumeti, naša navada. Ali pa recimo, gledajte, Makedonija, jaz imam v Makedoniji res številne prijatelje, to mi je zelo fajn država, ampak gledajte, ko smo šli enkrat v Makedonijo z močno protokolarno in gospodarsko delegacijo, se je vse skupaj šele začelo odvijati, ko je bil tisti formalni
tega formalnega dela konec, to se pravi po tej formalni večeri. Smo šli v te njihove restauracije, kjer se zapoje, kjer je pevka v tistem pozitivnem pomenu besede, ne? In tam se je šele razvilo življenje in ples in pesem in tudi Rutka je šla in tako naprej. Tam recimo jaz nisem vedela, da tej pevki je potrebno potem, če si gost kupiti šopek v barvi njene obleke, ki nastopa, kje bo šel ob polnoči, kdo bo v Skopju tak šopek, recimo vi, ki se razumete na cvetje, ki se bo ujemal z njeno obleko, pa z naročilnico zagotovo ne. Recimo, in tam se je šele razvilo to vzdušje. Ampak hudo je pa nastalo, ko so Makedonci prišli k nam, ker so si oni tudi želeli, recimo nekega takega sproščenega vzdušja. Ampak jaz sredi Ljubljane ne morem dobiti neke harmonike, ki bo šla v neko spontan večer, ampak moram to naročiti, moram to izpeljati, sicer lahko spontano, ampak ne tako kot tam. Tukaj so morda kdaj te zadrege in zato je to treba izpeljati zelo tenkočutno, tako da niso ljudje prizadeti ali pa občutljivi, da bi mislili, zdaj se pa nismo potrudili, da nismo bili dobri gostitelji. Glejte, če gremo pa še v Bruselj, recimo, kjer je toliko vsega, toliko držav, toliko ljudi, če bi pa sploh tako delali, to je pa čisto zaznort in zazmešati in tam imate protokol do te ure, do takrat imate še vi pozicijo, če ste na letalu, ok, če niste, je to vaš problem, ste potem, niste več minister, ampak navaden državljan, in to je treba pač vzeti v zakup. Sicer se pravila, kako bom rekla, ne protokolarna, ampak kulture vedenja se globalizirajo. To mi včasih tudi ni všeč, ker ravno, ko se pravila postavljajo na skupni imenovalec, izgubljamo morebitne posebnosti posamezne države. Kaj se, še danes, če greste v Srbijo, zdaj govorimo o normalnih časih, seveda, ne današnjih, pri nas v našem kulturnem prostoru je neko poslovno, protokolarno kosilo, 1:15, 1:30 pa pol, v Srbiji po 4 ure nimate delati kaj, in gledajte, tudi v kulturi vedenja je fino zato, ker mi nikoli ne rečemo, kaj je boljše, ali biti v Srbiji 4 ure za kosilom, ali 1:15 v Sloveniji, ampak mi samo opozarjamo, kako je v neki državi, in če je gospod Počivalšek šel v Dubaj, potem mora biti oborožen z ustreznim znanjem. Še zlasti, ker je javna osebnost in zato, ker ne predstavlja samo sebe, ampak predstavlja nas, vse državljane Republike Slovenije. Meni kot državljanki Republike Slovenije pa ni vseeno, kako me tisti, ki me vodijo, kdorkoli zdaj to je, kako me naven predstavljajo. Ker bodo rekli, ne sodim zdaj tega primera, ampak če se sam vrh posamezne države ne zna obnašati, kako nerodni smo šele navadni državljani. Ja, zato je ta vsebina zelo pomembna. In tisto, kar me moti recimo v slovenskem prostoru je, ker si marsikdo se ne da poučiti o teh stvareh, si ne pusti svetovati. Recimo moja izkušnja je, zdaj že, ko imam svojo šolo Bontona, sem si uspela izboriti krajše izobraževanje, recimo v času francoske vlade, v času predsednika Sarkozyja. Zdaj, ali vam je on všeč, ali vam ni všeč, ali vam je politična opcija ok, ali ne, ampak on je dal neko šolanje skozi, in ves čas ima ljudi, ki ga neusmiljeno opozarjajo. In tudi zdajšnji, recimo, predsednik Macron, ravno tako, pri nas pa velikokrat naletiš na gluha ušesa, kaj pa boste vi protokolaši ali pa tisti, ki se ukvarjajo s kulturo oblačenja, s kulturo govora, velikokrat smo porinjeni na stran in se nas ne upošteva. Ko ste ravno omenili Republiko Severno Makedonijo, Srbijo, sem vas malo prej želel vprašati. Evropska unija se je v zadnjem desetletju povečala, prišle so nove članice, nove kulture. Ali imate vi tudi tak občutek, da to z leti postaja vse bolj enoten gospodarski prostor na eni strani, pa tudi ta vaš del, protokolarni prostor, kjer se vedno bolj manjšajo razlike med narodi in se mogoče zgublja ta srž posameznega naroda, njihovega temperamenta, kulture in tako naprej.
No, gospodarstvo prepuščam strokovnjakom za gospodarstvo, ampak v protokolarnem smislu si pa ne želim tega, da bi bilo to vse enako. Zaenkrat, če občutim tako, recimo, to je bila moja izkušnja, jaz upam, da bo še dolgo držala, ne. S tem nič ne mislim slabega, ampak ko sem bila recimo s kolegi iz Skandinavije, Švice in tako naprej, ko smo šli kot kolegi, samo kot kolegi, skupaj na kavo ali smo kaj prigriznili, ko smo bili recimo z moškimi predstavniki teh nacij, ki sem jih zdaj omenila, ne, je bilo to popolnoma kristalno jasno, da plača vsak svoj delež, to se pravi svojo kavo, svoj kozarec vina ali karkoli. Ko sem bila pa s kolegi iz Bosne, iz Makedonije, iz Srbije, niti slučajno ne pride v poštev, ne, da bi jaz plačala svoj delež, ampak bodo to naredili gospodje. Jaz sem mogoče preveč romantična, ne vem, sploh v intimi se mi zdi, da je tega premalo, čeprav romantika prihaja s polno žlico nazaj in sem zelo zagovornica takih potez. Seveda je to normalno, če smo nekje v kolegialnih, poslovnih, službenih odnosih, da vsak plača svoje, ampak vendarle se mi take poteze, no, to se mi zelo tako v srce usede in tudi tak način življenja živim sama in ga skušam prenesti tudi na svojo hči, na njenega partnerja, no, jaz mislim, da sem uspela, ker glejte, ja, komu pa ne bomo delali prijazno in lepo, če ne tistim ljudem, ki jih imamo radi in jih spuščamo v svoj intimni prostor, a ne. To je pa od nič do 50 centimetrov, se pravi, tisti ljudje, ki jim dovolimo, da se nas dotikajo, da nas objamejo. Pustimo zdaj korono, ne, saj jaz mislim, da bo tega tudi konec, ne. To so lepe poteze, no. Če ste prej omenila... Omenili, to morava zdaj popraviti, ne. Omenili, hvala. Če ste prej omenili Republiko Makedonijo, Republiko Srbijo, sodelovati z njim, zagotovo ste koordinirali tudi kakšen obisk, kjer je prišel švedski kralj, danska kraljica ali kateri izmed drugih ministrskih predsednikov. Kako je pa bilo potem pri koordinaciji takega obiska? Bistveno bolj hladno, dovršeno, ali se je tudi ta temperament znotraj njih izkril, da rečem? Pa je samo mogoče navzven pošlihtano, dosledno, natančno? Jaz bom kar zdaj odgovorila svojo lastno izkušnjo. In mislim, da bi to svetovala vsakemu, ki se odloča, jaz rečem za temu najlepši poklic na svetu, ne, recimo mladim generacijam. To se pravi, ko ljudje prihajajo k vam, vse tisto, kar sva govorila, seveda upoštevati tiste njihove splošne karakteristike, vero, zgodovino, a ne, kaj želim s tem povedati, recimo takoj po osamosvojitvi, ko je razpadla Jugoslavija, takrat smo zelo pazili, kako smo govorili hrvaščino ali srbščino. Imeli smo celo takrat na začetku prevajalce, ker mi Slovenci, dajmo si priznati, kako govorimo, ne, včasih hrvaško. Zamudijo, zakaznijo, kozarac, čaša, pa tako naprej. Veliko takih napak naredi, da ne bom naredila komu krivico. Ampak se mi zdi, da lahko prav vsako delegacijo iz vsake države, jaz zdaj govorim, kako sem jaz delala in res sem srcem delala. To se pravi, to delegacijo, ko jo dobiš noter, jo moraš ujeti, kako bi rekla, v svoje vode, jo začutiti in jo popeljati. In potem, jaz sem delala res jaz sem včasih tako utrujena, ampak tisto prijetno utrujena, da sem jih začutila, da smo res vzpostavili eno tako vzdušje, da smo dihali in ta delegacija in mi vsi skupaj, to se pravi, da morebitne nesoglasja ali pa tiste kompromise, ki smo jih mogli iskati, da smo postavili tako, kot sem jaz hotela. To je včasih zelo težko, ker moraš ponavadi to tako narediti, kot da so se oni to spomnili, v bistvu si se pa ti, ampak hkrati je tako, kot ti želiš. Predvsem prijazen, da si kulturen do njih, ne pa spet, a veš tisto, da preveč ukloniš hrbtenico, ne, da se kar cedi od tebe, ne, da si kar sluza spaslina. Z tega ne mara niti stroka, niti mi ljudje. Moraš tudi postaviti hrbtenico in mejo. Jaz sem si privoščila v svoji 22-letni protokolarni karieri samo en tak izpad,
sama sebi sem bila všečna, ne vem, na začetku kariere in sem prav natulila enega tako, ampak sicer je res naredil napako, jaz sem se pa tako, kukar češ, ja kako pa to sploh in tako naprej. Ampak naslednjo sekundo sem naredila jaz napako in sem tega človeka potrebovala. Torej, v teh vodah se ne moreš takrat kregati, ko nekaj gre. Se pravi, z eno srčnostjo, z eno toplino, z nepretirano servilnostjo, pokazati svojo hrbtenico, kje je meja, da tudi v Sloveniji to znamo, da prsnet dobro znamo, da smo Slovenci fajn ljudje, pametni, da smo sposobni. Neotesance, glejte, imate pa in v Avstriji, in v Sloveniji, in v Nemčiji, in v Indiji, to je čisto odvisno od vsakega posameznika. In če dobiš pa takega, recimo v delegaciji, jaz sem potem tudi tako naredila, da smo ga čim dalj stran dali, čim manj možnosti odločanja in tako naprej. Ampak jaz sem ravno v tem uživala in to včasih pogrešam, zdaj. Tako da je to čisto odvisno. Seveda, mogoče te države, ko ste jih omenili, Severna Makedonija in tako naprej, ali pa Srbija, zdaj ne me narobe razumeti, ampak je manj te prefinjenosti ali pa manj tega znanja. Zato smo velikokrat tudi kolegi protokolaši odhajali in tudi učili, recimo, kolege v teh državah, ki ste jih omenili. Ampak jaz recimo zdaj prisegam na Švico in Liechtenstein, tam, kjer so me dokončno okužili z diplomacijo, z diplomatskim protokolom, danes bi se čisto upala postaviti, čisto samostojno. Tako da to je res, jaz pravim, vsak poklic moraš delati s strastjo, z energijo, se naučiti, priznavati napake, prisluhniti drugim, upoštevati konstruktivno kritiko, imeti tako velika ušesa, dar opazovanja, da se kaj naučiš in potem stvari funkcionirajo. In če ti znanje v tehničnem smislu zataji nasmeh, na nasmeh pa odpuščamo, večina normalnih ljudi odpusti. Naj bo sicer čim manj napak, ampak glejte, se tudi zgodijo. In zato rečemo tudi, človeško pravijo. Človeško in protokolaši imamo tak grd rek, da je najlepši vonj, ko gosti odhajajo, ta vonj kerozina letala, ko odhaja, ko je že v zraku. Ampak spet pozor, letalo se lahko vrne po pol ure tudi nazaj, če je kaj narobe. Se pravi, pol ure treba biti še na letališču. Za vsak slučaj. Super, super. Gospa Bojana, če se lahko dotakneva še mogoče na hitro nekaterih pravil, pa bom začel pri cvetju. Gledal sem nekaj starih fotografij in angleško kraljico in predsednika Tita, pa naše prve predsednike, ki so poklanjali cvetje. Koliko je to še danes moderno, ali pa bom rekel v pravilih, da se ob obisku tujega predsednika prvi dami izroči šopek, ali smo tukaj mogoče malo popustili, pa cvetje malo zaradi praktičnosti se ga izogibamo? Jaz mislim, da vaša vsebina, to se pravi vaše znanje in moje znanje, da se tukaj zelo prepleta. Cvetje je sestavni del protokolarnih dogodkov in cvetje je vedno zaželeno. Zato se jaz vedno malček dvignem takoj, ko nekdo začne govoriti, da davkoplačevalski denar pa tako. Pač to enostavno mora biti. Saj ni treba, da je razkošno, ampak nekaj pa že mora biti. In jaz mislim, da če dobi nekdo cvetje ob svojem prihodu, to se pravi zlasti, če so soproge, partnerke ali pa tudi, zakaj ne tudi moški, če nekdo dobi cvetje, da to sploh nič ne moreš nikoli slabega narediti. In recimo Titov protokol, jaz sem bila, pred nekaj leti je bila v prostoru gospodarskega razstavišča ena zgodovinska razstava o predsedniku Titu. Kot profesorica zgodovine ocenjujem, seveda, da v zgodovinskem smislu ta razstava ni bila nič posebnega, ampak bolje govorila ta razstava o protokolarnih dogodkih, ki jih je imel predsednik Tito. Jaz sem predvsem zapičila pogled na tistih slikah v tiste kristalne kozarce, kakšni so bili, ko so bili tisti ta odprti, še ta pravi, v izdelana vabila, kako je bilo to napisano, kako je bilo to narejeno, kakšne so bile mize. Pustimo, da je tehnologija, pa prti, pa blagot, vse to napreduje, pa cvetje, ampak sploh ni bilo slabo.
Torej, meni se zdi, da je cvetje res primerno čisto v vsakem trenutku. Morda smo res malce pozabili, ko rečemo, se veste, tista kriza je tudi svoje naredila, tudi v protokolarnem smislu, ampak če se bodo kdaj stvari postavili spet na normalne tirnice, potem jaz bi rekla cvetje zaželeno, ker s tem tudi pokažemo našo državo še z nekega drugega zornega kota, da se spoznamo in razumemo tudi na to. Torej, da, seveda primerno, mogoče niso več danes tako moderne barve, ki jih imamo v trobojnici, si lahko s čimrkoli pomagamo in mislim, da mi boste tudi pritrdili, da bi morda lahko že skočili ven iz tistih stereotipov, na katere mislim, da oba dva opozarjava, vsak svoje slušatelje, da ko pridem jaz v cvetličarno in rečem, zdaj pa potrebujem en cvet za moškega in dobim klasično strelicijo ali pa flamingo, pa čist nič drugega možnega. Zakaj pa ne nekaj drugače? Torej, dajmo ven iz teh okvirov, ki so kar tako nekje zabetonirani. Ampak ja, dajmo si prinesiti cvetje. Jaz še danes pa toliko let, kot jih imam, jaz sem še zmeraj dobivam šopke od moža in sem jih tudi neizmerno vesela in tudi prav je, da mu tudi tako pokažem. Skratka, to bi moralo biti, tudi če je tista vrtnica, ki je malo pri sosedu ukradena, še zmeraj boljškrat pa nič. Cvetje je tisto, ki briše nekako, ki zbližuje ljudi, ki nekako neko kulturo tke med nami. Če tle potegnemo eno vzporednico z zasebnim življenjem, ali mora biti za poklon, za okroglo obletnico ali pa za diplomatski obisk prve dame vedno rezan šopek ali je lahko tudi lončnica? Torej, za prvo damo z lončnico ne. Pa tudi, če boste k meni prišli, rajš vidim, da ne. Če me zdaj tako direktno vprašate, torej se mi zdi, da ena večja simbolika, drugačen pristop je v rezanem cvetju. Ni nujno, da mi boste za naslednjo okroglo obletnico, ki jo bom imela kmalu, da bi mi kupili recimo tak velik šopek, pa točno ne parno število, tudi s tem smo že nehali operirati, ker če bom na svoje leto štela, ste mi dali ustrezno število vrtnica, najbrž ne bo šlo. Se pravi, rezano cvetje, jaz mislim, da z rezanim cvetjem pa res nič ne moramo narediti narobe. Seveda je ta ovojni papir treba odstraniti, to, kar nam ga cvetličarji dajo, pustiti ga nekje v avto, stlačiti v torbico, ali pa celo tam, kamor gremo v gosti, zakaj pa ne naši gostiteljici enostavno prosi, da da ta papir v odpadke. Sej vsi vedo, da smo pač prinesli nek šopek v nekaj ovita, s tem ni nič narobe. Seveda je pa drugače s cvetjem in na to smo mogoče tudi malce pozabili, če pa cvetjem naročamo za kakšne poslovne dogodke ali pa recimo cvetje za kakšne diplomatske zgodbe, da smo povabljeni recimo, dajmo se zmisliti k nekemu diplomatskemu paru na večerjo, je pa to zelo, zelo lepa gesta, da ta šopek pošljemo naprej, v rezidenco, to se pravi tam, kjer bomo imeli večerjo ali pa sprejem, zato ker res ni najbolj primerno, da s temi paketi, s temi darili, s tem cvetjem pridemo na vrata, ko imajo pač gostitelji ogromno dela. In hkrati tudi omogočimo gostiteljem, da ta šopek, še zlasti recimo, zagotovo v diplomatskih vrstah bo nek sedežni red, recimo, da vidimo, da res obvladajo to zadevo, da bodo ta šopek postavili v tem prostoru tako, da ga bom jaz videla. To pomeni, da so meni s tem pokazali neko zahvalo. Seveda mora biti pa tak šopek opremljen z vizitko, z morebitnim posvetilom in tako naprej. Rože so zelo hvaležna stvar. Samo lončnice pa mislim, gospod Ribič, mi boste vi morda popravili bolj za neko intimno zgodbo ali pa res, če veste, da ima nekdo rad lončnice ali pa kakšen bonsaj, ne vem, pomagajte mi, prosim. To jaz vprašam iz strokovnega vidika ravno zaradi tega, ker Slovenci veljamo za zelo praktičen narod. Vsi smo prepričani, da šopek zelo kratek čas ostane, pa kupimo lončnico, da bo dalj časa zdržala. Na mnogoterih področjih se vedemo zelo praktično. Smo praktičen narod, to je treba priznati, ampak z vidika
protokola, vas pa vprašam ravno zaradi tega, če pride kakšen visok obisk, če je slučajno kaj primernejšega od rezanega šopka. Ne, s tem, da mora biti seveda, ko recimo izročamo te šopke, ko pride gostje z letalom, z avtomobili, kakorkoli zdaj, da ni vode, da ni pač, a veste, tisto, ko se malo naredi zeleno od vode, da je to se pravi suh šopek, da se to cvetje lahko odloži, da se enostavno pride, recimo prime. Tudi pri porokah je treba paziti na take stvari, a ne? In seveda pri protokolarnih zgodbah seveda ne bo darilo tudi primerno zavito, torej kakšne darilne vrečke, že v zasebnem življenju, a ne, tako kot ste rekli, smo Slovenci zelo praktični, ne, vrečka pa še za 2-krat je uporabna, a ne, če kaj dobimo, mislim, da ne gre, a ne. In tisto, kar bi tukaj posebej poudarila, če naj morda kdo posluša, ki se ukvarja tudi s temi vsebinami, velikokrat to se mi zdi, no, da smo Slovenci kar prvaki, da pozabimo, da vrednost embalaže ali pa tistega omota, kamor je darilo zavito, ne sme presegati vrednosti darila, a ne. Mi pa vse nalepimo gor, vse, kar se da, se pravi darilo, mogoče je bolj skromno, nič ni narobe s skromnim darilom, da se razumemo, mi pa bi to skromnost radi potem majčkeno izničili, ko pa zavijemo tak papir, pa tak storžek, pa una vejca, pa zlata nitka, pa srebrna nitka, pa še mašna česa, ne. To se mi zdi pa, da ne gre, ker skromnostjo nič ni narobe, a ne, pač tisto, kar zmoremo, in to nam nihče ne sme zameriti, a ne. To se mi zdi, da so take hude napake, ki jih delamo, ali pa Slovenci, recimo, vsi radi kaj dobimo, tako lepo je nekaj dobiti, ne, pa velikokrat kakšno obdaritev pospremimo stavki, kot saj ne bilo treba, gospod Peter, kaj ste si pa delali stroške, saj ne bilo treba, ne. To se pravi, to so popolnoma nepotrebne fraze, vi ste se tako trudili, morda zadnje evre dali za to darilo, jaz pa potem izničim s tako neprimernimi stavki. Dajmo pokazati, da smo veseli, da se razveselimo nečesa, ne pa da vas takole podrem, recimo z res neprimernim stavkom. Najlepša vam hvala za to, ker mislim, da je na mestu, ker vse prevečkrat Slovenci, kot ste rekli, saj ne bi bilo potrebno, saj je v redu, ne, zakaj zame. Dajva se mogoče pred koncem dotakniti korona bontona, komolčkanja, mask, druženja, banketov, takih in drugačnih. Kaj boste rekli na to obdobje, ki ga preživljamo že skorajda 1 leto? Kako je to zarezalo v našo družbeno sfero, v našo kulturo obnašanja? Ja, osebno sama že res komaj čakam, da bo konec tega, ker si želim res druženja, želim si potovanj, želim si potepanj in predvsem si želim predavanj v živo. Študentje mi kar direktno povedo, da res že komaj čakajo, da se vidimo tako, kot je treba. Saj funkcioniramo online ravno tako, ampak seveda zgodba ni identična. Sodila sem med tiste naivne optimistke, ki smo bili prepričani, da bo te zgodbe že v lanskem letu konec, žal temu ni tako in zato danes govorimo tudi o korona bontonu, žal. In vendarle, kar bi vas prosila, če vas je kaj na drugi strani, prav lepo vas prosimo, da skupnimi močmi širimo samo to, da takrat, ko smo v nekih formalnih dogodkih, predvsem za javne osebnosti, politike, poslovne ljudi, prav lepo vas prosimo, vsi, ki se ukvarjamo s kulturo vedenja, da se ne komolčkamo. Prav lepo prosimo. To se pravi, nič nismo nevljudni, če pridemo v neko podjetje, kjer bi se v običajni situaciji rokovali, pa se zdaj ne rokujemo. Glejte, saj zadošča, če pozdravimo, se predstavimo in konec. Imamo še govorico telesa, s katero si lahko veliko pomagamo in povemo, ali smo nekoga veseli ali ne. Res je, da nam del informacij manjka, ker imamo še maske, ampak imamo oči in po očeh se marsikaj vidi. Edino, kar vas prosimo, da se ne komolčkati ali pa delati kepice ali pa jaz, ne vem, karkoli pač že počnete. Dajmo to komolčkanje ali te kepice
prepustiti za bolj intimne odnose, tako kot smo s prijatelji, z družino, zato da se malce pošalimo, sprostimo, a ne v teh neprijaznih časih. Drugače pa to ni potrebno. In glejte, če bi gledali posnetke takole javnih osebnosti, ko se komolčkajo, tudi vidite, ali pa vidimo lahko vsi skupaj, ne, da jim je nerodno, da jim ni najbolj ugodno, ni najbolj prijetno, seveda, ker nam to ni lastno. Torej, pustimo to, a ne. Poleg tega smo mi, ki se ukvarjamo s temi vsebinami, proti tem komolčkanju, ker gledajte, hkrati nas pa učijo. Tudi že pred korono na vseh plakatih smo lahko našli v bolnišnicah, v zdravstvenih domovih, da če jaz kihnem tlele noter, zdaj v rokav. In gospod Ribič, a je tako? Ker sem samo človek, nič posebnega, krvava pod kožo, se pravi iz nosu, marsikaj odnese, da ne bova šla zdaj v podrobnosti. In če bi bili danes na normalnem srečanju v knjižnici, sem jaz taka predavateljica, ker vedno hodim med slušatelji, se pogovarjam z njimi, ker me zanima razmišljanje slušateljev, njihovo znanje. In gospod Peter, dajva si priznati, da če bi jaz s tem usmrkanim rokavom hodila, a ne, med vami ali pa pred vami, najbrž se ne bi dobro počutili. Ampak smo rekli, za božjo voljo, saj imamo robce, a ne, še zlasti odrasli ljudje, saj to, kar odnese iz nosu in iz usta, ne, imamo za to robce. Začele so nas pa opozarjati na to prve vzgojiteljice, ker se je pokazalo, da marsikateri otrok v vrtcu ima tisto majčko, kamor je kihnil takole noter, tudi naslednji dan. Seveda je v pedagoškem procesu pri majhnih otrocih težko doseči, da je robček pa tako naprej, ampak vzgojni element pa vendarle, a ne, drugačen. In tukaj se mi ne strinjamo s tem. Torej, korona bonton, jaz upam in želim si, ampak žal sem se tudi tukaj uštela, da bi v času korone nam vsaj nekaj ostalo dobrega, če sploh lahko tako govorim. Ker velja tudi, recimo, ko smo v velikih nakupovalnih centrih, verjetno ste že vsi opazili, ko si ljudje piščimo te vozičke takoj v zadnjico in v hrbet. Enkrat to na živce s korono ali pa brez, a ne? Upala sem, da se bomo vsaj v času korone to naučili in držali razdaljo. Tudi za takrat, ko korone več ne bo. Ker, gledajte, malce smo pozabili tudi na poštah in v bankah na linijo zasebnosti. Res, da plačujemo večino stvari preko neta. Ne vem, kako je z vami in s poslušalci na drugi strani, ampak jaz sem v banki takrat, ko sem v minusu, v glavnem sem takrat v banki, ali pa ko se mi nekje nekaj zatakne in mi nič ni prijetno, da me cela Ljubljana zadnji posluša, koliko sem v minusu, ali pa da nisem kreditno sposobna, ne. Dajmo si tudi dihati in dajmo se končno naučiti, da ko imamo vitrine, te steklene vitrine, kjer je zadaj meso, sir, salama, ne, delikatesa, s tako velikimi črkami piše, ne segajte čez vitrino, a ljudje segajo čez vitrino in kažejo ta kos mesa, a ne. Skratka, korona bi nam mogla tudi tukaj nekaj prinesti. In še nekaj, nismo nevljudni, če recimo posameznikom, ki nimajo maske, ki ne nosijo pravilno maske, ki nam tiščijo voziček v zadnjico in hrbet, da jim to prijazno povemo, joj, gospod, a ne, prosim, dajte majčkeno razdaljo držati, ali pa masko ste si pozabili čez nos potegati, a ne. To bi moralo biti jasno. In gospod Ribič, samo če mi dovolite to, če imam še toliko časa, kaj bi želela povedati, a ne, morda nam bo kdo od poslušalcev, gledalcev očital, jo, kaj pa ta bonton, kaj pa to treba, ne, ampak glejte, jaz pravim, da da. Skoncentrirala se bom zdaj na prvi val. V prvem valu korone, vsi vemo, tako kot sem rekla, po narodnosti sem Gorenjka, živim pa v centru Ljubljane, vsi vemo, da so bila parkirišča v centru Ljubljane v prvem valu zastonj, a ne. To pomeni, da vemo, da nas ne morejo oglobiti niti ta zeleni redarji, niti ta rdeči, niti ta normalni, a ne, policisti. Skratka, zastonj. In kaj se je zgodilo? To, kar je mene zabolelo. Prvi teden je stvar še funkcionirala. Naslednji teden, ko so ljudje ugotovili, da jih nič ne more udariti po žepu, a ne, so začeli parkirati na prostoru za invalide, na prostoru za večje družine, na pločnikih, na prehodu za pešce. To pomeni, da enostavno nismo zreli. Če v taki situaciji ne znamo še izkoristiti to, da je še zastonj in parkiramo, zato ker se nam ne ljubi 2 koraka več narediti, potem jaz mislim, gospod Ribič, da bo še veliko treba takih pogovorov in izobraževanj, a ne, da bomo to vsebino ponotranjili. Zato se kar razborim, ne, in s korono upam, da se bomo vsaj nekaj naučili, vsaj nekaj dobrega odnesli, če že pač ta svetovna nadloga mora biti med nami.
Se pravi, z eno besedo potrebujemo pravila. Ja, enostavno potrebujemo pravila, a ne. Saj so ta pravila zdaj niso več tako, veste, da bi nas utesnjevala, obremenjevala, a ne, ampak da si z njimi pomagamo, a ne. In mogoče še misel, velikokrat me starši vprašajo, kdaj pa naj svojega otroka začnem vzgajati v smislu teh pravil. Ja, kakšno vprašanje za božjo voljo to? Ja, takoj, ko se rodi, s svojim zgledom prvo, seveda, v družini, kakršnakoli ta družina je, ali je enostarševska, takostarševska, vseeno, v okolju mora biti vzor, a ne vedenja. Se pravi, če moj mož meni natoči vodo, kozarec vina, mora biti to mojemu otroku jasno, vzorec vedenja. Hvala, prosim. Tudi otroku moram potrkati znati na vrata v njegovi sobi. Saj mora tudi neko intimo imeti, a ne. Se pravi, takoj otroci niso nikoli zadosti ali pa premalo stari, a ne, da jih začnemo oborožiti s tem znanjem. Ali pa upiram se staršem, hudo močno, ko rečejo, ja, se ta majčkan otrok naš ne more držati 2 kosa pribora, se pravi vilice in nož. Ni res. Kako pa te majhni prstki otrok tako hitro obvladajo pametne telefone in daljince za televizijo? Torej bodo 2 kosa pribora še toliko lažje, a ne, držali. Ali pa oporekam staršem, ko pravijo, ja, kako naj jaz otroku razložim, kaj je zdaj, a ne, vi. Ker nekaj ali pa velik odstotek staršev zagovarja bolj to tikanje. Ja, kako pa otroci razumejo ti? Otrok bo rekel tisto, kar je vi, ker imamo pri nas v pedagoškem procesu kar nekaj problemov. Otroke v vrtcih navajamo, da vzgojiteljice tikajo, ko pridejo v večini slovenskih šol, ko pridejo v 1. razred, potem morajo avtomatično učiteljice vikati, a ne? Zakaj pa ne bi vzgojiteljice tudi vikali? Sej profesionalna vzgojiteljica ne bo svojega dela nič slabše opravila, če bo to razmerje vi, vzgojiteljica, a ne, če je tista prava vzgojiteljica. Bo ravno tako pocrkljala otročka, pa vsemu, a ne, nudila, ampak en red ali pa enih razmejitev nekaj pa vendarle mora biti. Celo pedagogi ljubljanskih gimnazij razmišljajo, da bi celo uvedli vikanje nazaj za dijake, ker se tudi dijaki potem drugače, a ne, vedejo. Še enkrat pa ponavljam, vzgled staršev, a ne, recimo, sama tudi govorim, ker sem po poklicu tudi mama, sicer zdaj imam že odraslo hči, ampak v času pubertete je bil njen klasičen odgovor, a ne, mami, pusti me pri miru, kaj me sekiraš, kaj me gnjaviš s to vsebino, a ne, to je tvoj poklic, ti moraš biti prijazna. Danes, a ne, ko je odrasla v svojem poklicu, sem dobila najlepši kompliment, ker sem ga lahko, ker pravi, mami, hvala, ker si me vse to naučila, ker zdaj v svojem poklicu ne potrebujem razmišljati, kako bom držala vilico pa žlico, kako se bom napravila, kako bom govorila, komu bom dala roko, kdaj se bom predstavila, ker je to znanje v krvi in mesu. In če nam je to znanje v krvi in mesu, potem je zgodba zelo enostavna, a ne? Tako, si jaz, in mislim sicer, da ni v slovenskem prostoru nič tako slabo, ampak ni pa tako dobro, da ne bi bilo lahko še boljše. Se pravi, vsake toliko časa malo, ne, majčkeno prevetriti to znanje, se izobraziti, prisluhniti kdaj in tako naprej. Zagotovo. Da ne bova predolga, za konec vas bom vprašal samo še to, ker se druživa v knjižnici, v virtualni knjižnici, Mestni knjižnici Ljubljana, kaj pa bonton v knjižnici, mogoče v stavku 2 za konec. Sedajle je drugačno obdobje, ker so knjižnice zaprte. Ko se bodo odprle, kaj pa tam zapoveduje bonton obnašanja? Torej, knjige, ki si jih sposodimo, a ne, moramo vrniti take, kot smo jih dobili. Kaj s tem mislim? Da na knjigah ne sme biti odstankov kakšnih klobas ali pa tistih od podstavka, ki se kakšen kozarc postavi gor, oslinjeno, umazano. Knjižničarji mi marsikaj povedo. Potem počrtavati ne smemo v tuje knjige, a ne, sploh v knjige načeloma še zmeraj velja to pravilo, a ne, nekateri počrtavajo ali pa še kakšne svoje pametne misli, ki jih zapišejo zraven. Skratka, knjigo moramo vrniti nepoškodovano, tudi ko si knjigo recimo, a ne, vzamemo domov, pa potem zvečer, preden zaspimo, si pa takole naredimo, a ne, en takle zavihek, da bomo vedeli, kje smo ostali naslednji dan. Dajmo si tisti nek vložni list ali pa tisti trak noter, tega si pač
enostavno ne smemo privoščiti. To se pravi, knjige vračamo pravočasno. Skratka, jih predvsem v tem smislu govorim, da jih ne poškodujemo, ne prelistavamo, ne slinimo in tako naprej. To se mi zdi, da knjižničarji kar znajo zelo veliko povedati o takih stvarih. Je pa prav, gledajte, jaz imam tudi okolje, za seboj res knjige in še enkrat knjige. Jaz se nekako nisem mogla na Kindlu navaditi brati, ker še vedno potrebujem vonj črnila, papirja, mogoče za mlajše generacije to čudno, ampak vendarle knjige bi morali imeti v vsakem domu. Ne samo zato, da se prah nabira na njih, ampak da jih res prebiramo. In še morda nekaj, ker ste na začetku omenili to mojo prvo knjigo, zdaj je v nastajanju že druga, jaz upam, da bom kmalu končala že z drugo. Torej v knjige se lahko podpisujemo samo, če smo avtorji, torej če knjige komu poklanjamo, potem ne smemo zapisati v to knjigo nekega posvetila in se podpisati, to lahko naredi samo avtor te knjige. Če knjigo podarjamo, potem nek vložni list, kjer zapišemo neko lepo misel. In ko smo ravno pri lepih mislih in knjigah, danes tudi kultura vedenja opozarja, dajmo ne se vedno zanašati samo na internet in krasti misli, lepe misli z interneta, ker ponavadi približno tudi iste potegnemo dol ljudje, in se je že zgodilo, da je bilo toliko podobnih misli na eni neki rojstnodnevni zabavi. Pravi Bonton, da je veliko bolje, če si izmislimo nekaj sami. Ni nujno, da je to sonetni venec, da je to nek blazen vers, če nismo tega vešči, ampak je pa to naše. In to zagotovo veliko bolj šteje. Seveda je treba pri knjigah tudi razmisliti, komu, kaj kupujemo, če res tistim, ki knjige berejo, da samo za to knjigo podarimo, da nekaj podarimo, da se pač nabira prah, to najbrž nima smisla in tukaj seveda moramo upoštevati generacijske razlike, drugače pa knjiga še vedno zaželeno in perfektno darilo. Gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala za vaš čas, za vse te lepe misli in spoznanja o poslovnem bontonu, protokolu, ki ste jih delila z nami. Jaz sem zelo vesel, da vas poznam, da tudi mene marsikdaj opozorite na karkoli, da sodelujemo na tak ali drugačen način. Verjamem, da smo za vse poslušalce in poslušalke pripravili zanimiv pogovorni večer. Seveda še kdaj povabljeni v našo družbo, zaenkrat pa naredva na tej točki piko. Še enkrat hvala vam lepa za obisk, vse dobro vam želim in obilo poslovnih uspehov in pa da čim več Slovencev izobrazite v teh pravilih lepega vedenja in poslovnega protokola. Hvala vam lepa. Hvala za tako lepe želje. Počaščena sem, da ste me danes povabili v te vode in gospod Ribič, če mi dovolite, zakaj pa ne bi morda še zaključila z rdečo pentljo na paketu. Morda, če imava koga še na drugi strani, pa naj ne bo prazna fraza, ampak res tista prava obljuba, če morda koga kaj zanima, če je kje dvom ali dilema, pa naj bo to najino skupno darilo in morda tako vprašanje zapis v elektronski pošti in sem z veseljem pripravljena odgovoriti na morebitno dilemo. Pa naj bo to darilo za tole leto, za katerega upam, da se čim prej pokaže v tisti bolj pravšnji luči, tako kot mora biti. Hvala vam lepa za ta zaključek, lepo se imejte in vse dobro. Tudi vam, srečno.